Najprej bi rad pokomentiral vladne zakone glede gospodarstva in davkov in moram reči, da po predlogu vlade, davčna zakonodaja, ki je že v proceduri, lahko rečemo, da gre za dobesedno razredni boj proti srednjemu sloju. Namreč res nerazumljivo je, da ta trenutek, ko se svetovno gospodarstvo dejansko ohlaja, ko smo priča na eni strani visoki inflaciji, na drugi strani energetski krizi, res tudi izjemni, zapleteni geopolitični situaciji, je v bistvu v Evropski uniji le ena država, ki predlaga višje davke in s tem tudi močno znižuje plače zaposlenim. Povejte mi še eno državo, ki sprejema tik pred, bomo rekli v žargonu, obdobje medveda, ki sprejema davčno zakonodajo, ki znižuje plače. Ne? Take države ta trenutek zlasti v evroobmočju je ni. Torej, višji davki za tiste, ki prejemajo povprečno plačo, na drugi strani tudi za tiste, ki so najproduktivnejši, za samostojne podjetnike in druge. Torej, govorimo dejansko o srednjemu razredu. Ne o ljudeh, ki so res bogati, ki veliko zaslužijo. Ne. Davčna zakonodaja se te zelo malo dotika. Največ se dotika tako imenovanih SP-jev, normirancev. Med njimi je tudi veliko novinarjev, ne, ki so normiranci, ki niso redno zaposleni in delajo preko SP-jev. Se pravi, dejansko govorimo o srednjem sloju. Na drugi strani, na primer Nemčije. Nemčija na drugi strani uvaja davčno razbremenitev kot faza priprave na krizo v višini 10 milijard evrov. Torej, res nerazumno je, da mi gremo z davčno zakonodajo proti temu, kar dela recimo ta trenutek večina držav Evropske unije in namesto davčno prijazne, predvidljive države se na gospodarsko ohladitev dejansko pripravljamo kot socialistična republika Slovenija, ne? Na kar v Novi Sloveniji zagotovo ne pristajamo. Nekaj podatkov, najprej glede dohodnine. Povprečna plača v Republiki Sloveniji je 1304 evre. S predlogom zakona o dohodnini, ki ga predlaga Ministrstvo za finance, se bo zaposlenemu s povprečno plačo glede veljavni zakon za leto 2023 neto plača znižala za kar 130 evrov na leto. Zaposlenemu s plačo v višini dveh povprečnih plač pa se bo glede veljavni zakon za leto 2023 neto plača znižala za 165 evrov letno. Toliko za primerjavo, koga se bo najbolj v bistvu obdavčilo. Obdavčilo se bo dejansko tiste ljudi, ki ne prejemajo prihodkov okrog 2500-3000 evrov, ne? Ampak tiste, ki prejemajo povprečno plačo. In to v času, ko plačujejo drage energente, tik pred zimo, drage energente in ko smo priča tudi sicer zelo zaostreni situaciji. In če kdaj, potem bi tako slovenska podjetja kot tudi slovensko gospodarstvo prav zdaj potrebovali stabilno poslovno okolje, na katerega se lahko zanesijo. Tudi stabilno davčno okolje in spreminjanje dohodnine v tem času je zagotovo zelo nerazumna poteza. Spregovoril bi tudi o normirancih. Prednost pavšalne obdavčitve, ki jo v Sloveniji poznamo že vse od leta 2012, pravi, je zlasti ta prednost pavšalne obdavčitve je zlasti njegova enostavnost. Veste, kaj se prej dogajalo pred normiranci? Da so vsi podjetniki zbirali račune, umetnosti zniževali stroške, dajali svoje lastne stanovanja v poslovne najeme za svoj lasten SP, ne? In na ta način je država v bistvu pobrala manj davka, kot ga pobere na pavšalni način obdavčitve, tako imenovano normirano obdavčitev. Torej, malim podjetnikom, ki v bistvu zaslužijo do sedaj do 50 000 evrov, ali pa tistim, ki imajo popoldanske SP-je, se namreč ni treba ukvarjati do sedaj z goro birokracije, zbiranjem računov, da se potem zvišujejo stroške in v bistvu bi vlada morala to enostaven način, se pravi normiranih obdavčitev, širiti tudi na druga področja, ne pa da to v bistvu omejuje oziroma zamejuje. Ne? Nikakor, recimo, ne drži teza ministra za finance ali pa tudi teza Luke Mesca, da gre za tako imenovano davčno oazo preko normirancev. Ne? Jaz mislim, da ne, ampak da je treba ta del celo širiti. Poglejmo recimo statistiko iz leta 2020.
da ne bomo govorili samo pavšalno. Normiranci prispevajo v davčno blagajno občutno več kot ostali zavezanci, ki ugotavljajo davčno osnovo po dejanskih prihodkih in odhodkih. Izhajajoč iz podatkov FURS-a je povprečna efektivna stopnja obdavčitve za odmerno leto 2020 pri zavezancih samostojnih podjetnikih znašala 1,69%, pri normiranih samostojnih podjetnikih pa 4,25%, pri gospodarskih družbah pa le 0,72%. Torej, ne moramo pristati na to, recimo, da po novem se bodo upoštevali normirani odhodki v višini 80% prihodkov zgolj do 35.000 evrov prihodkov. Jaz ne povem, da tukaj bo v bistvu skoraj polovica tistih SP-ov, ki so normiranci, silno prizadetih. Še enkrat povem, jaz imam veliko kolegov in PR-ovcev in novinarjev na drugi strani, ki so danes SP-ji normiranci in bojo vsi padli, naprimer, pod ta del, na drugi strani bo bili primorani, se pravi, zbirati račune od kavic, pa iskati obvode, da si bojo zviševali stroške, da ne bojo bili tako močno obdavčeni. In še ena stvar, močno je obdavčen, se pravi, samo 40% priznanih stroškov tudi popoldanski SP. Vi veste, da preko popoldanskega SP-ja najprej prideš do tega, da se bojo ljudje posluževali sive ekonomije, ker to je tisti dodaten zaslužek poleg svojega dela, ki ga ti opravljaš. 8 ur si nekaj zaposlen, zdaj pa imaš še vedno lahko popoldanski SP in si normiranec do 50.000 evrov in se ti 80% priznani stroške. Zdaj bo tukaj to drugače. In sicer se meja spet spreminja, kar bo prisililo tudi popoldanske SP-je, tiste produktivne ljudi, ki želijo več zaslužiti za preživljanje družine, v to, da bojo v bistvu spet iskali druge poti, kako čim manj davka plačati. Statistika pa kaže, da v bistvu normiranci plačujejo več davka, kot pa bi ga sicer. Še en primer, samostojni podjetnik, normiranec, ki ima recimo 50.000 evrov prihodku, danes plača 2.000 evrov davka. Po novem bo plačal v bistvu kar 60% več, po novem predlogu zakonodaje. Kar je absolutno popolnoma zgrešeno pri tem, da ne bo nekdo iskal obvodov. In vemo, 10 let je ta del dobro deloval, ne vem, zakaj se zdaj vlada res nerazumno, da ta del spreminja. Enako, kot se spreminja recimo višine najemnin. Ta trenutek, če imamo kakšen problem, imamo z dragimi najemnimi stanovanji, v Ljubljani. No, mi zvišujemo za 10 odstotnih točk iz 15 na 25% tudi obdavčitev najemnin. In kaj bo naredil tisti, ki bo najemodajalec, ki bo bolj obdavčen? Bo seveda ta 10 odstotnih točk prevelil na tistega, ki pri njemu najema stanovanje. Torej, tukaj gre za par nerazumnih potez in mi pozivamo vlado, da sledi predlogom Nove Slovenije v tem delu in da se držimo načela, da nižji davki več jih bomo pobrali, tako kot je bilo to tudi v preteklosti. Bi pa rad predstavil alternativo tej zakonodaji, enemu delu alternative. In sicer Nova Slovenija je v parlamentarno proceduro vložila novelo zakona o dohodnini. Naj povem, da cilj predloga zakona je povečati razpoložljivi dohodek slovenskih družin preko znižanja davčnih obremenitev. Spravi, predlog zakona dejansko zasleduje načelo, na eni strani tudi varovanja družinskega življenja, načelo te subsidiarnosti, ki jo poznamo, in omejenih davčnih bremen ter povečanja razpoložljivega dohodka družin. Namreč v samem zakonu se povečuje zakonsko določene zneske posebnih olajšav za vzdrževane družinske člane. Predlagani novi zneski se v primerjavi zneski, kot veljajo za davčno leto 2022, povečujejo za 14,9%, kolikor tudi znaša vsota ocene inflacije Umarja za leto 2022 in 2023. Namen teh sprememb, morate vedeti, pa ni zgolj res blaženje posledic inflacije, ampak tudi splošna okrepitev položaja družin v Sloveniji z zvišanjem njihovega razpoložljivega dohodka.
Zdaj, ali je to, kar smo mi v zakonu predlagali, ultimativno? Ne. Mi smo se z vlado in z ostalimi poslanskimi kolegi koalicije tudi pripravljeni pogovarjati. Mi smo dali to kot izhodišče, bistveno pa je, da se do teh olajšav preko zakona o dohodnini ne nazadnje tudi pride. Zdaj bi tudi poudaril eno pomembno statistiko v tem momentu, prav tako strani Umarja. Namreč Umar v svoji jesenski napovedi za mesec 2022 napoveduje, da bo inflacija znašala 8,9%, leta 2023 6% in če kaj, potem je res inflacija močno zarezala zlasti v slovenske družine, v tiste, ki vsak dan pač plačujejo energente in ki vsak dan potrebujejo nujno potrebne življenjske stvari, hrano in tako dalje. In dejansko zraste tudi koeficient vseh teh življenjskih potrebščin. Torej, to usklajevanje z novelo zakona o dohodnini je nujno potrebno, če želimo nemoten, bom rekel, vhod v to zelo zahtevno zimo. Drži, položaj v svetu ni enostaven. Slovenija oziroma celotna Evropska unija se sooča z obema krizama, za razliko naprimer Združenih držav Amerike, poleg finančne krize, ki je okrona inflacija, tukaj energetska kriza, ki kar ni videti konca in mnogo ljudi se je znašlo res v nezavedljivem položaju, med drugim tudi slovenske družine. Na drugi strani poznamo primer Avstrije, velikodušno vstopajo v zimo z različnimi vavčerji, mi lahko bi to naredili pa tudi preko dohodnine, kar predlagamo v Novi Sloveniji.